Torej, celo leto sta imela priložnost spoznavati standardizacijo od bliže, v konkretnih primerih, pa me zanima, kakšna je bila ta izkušnja za vaju. Ja, v bistvu torej izkušnja, da so se spoznala standardizacijo in tudi samim Slovenskim inštitutom za standardizacijo, je bila res taka unikatna. V bistvu sva dobila ogromno nekih izkušenj tudi o pomenu same standardizacije, kje se uporabljajo standardi, tako v podjetjih, kot tudi pri samih, recimo predmetih na našem faksu. Torej, oba sva študenta Fakultete za elektrotehniko, tako da se nama zdi to res ena taka zelo dobra popotnica potem tudi za naprej. No. Res je, ker udeležila smo se tudi raznih konferenc, naprimer danes je bila konferenca Rast, udeležila smo se tudi konference energetikov oziroma 26 dnevi energetikov se je imenovala, potem 10. fotovoltaična konferenca in potem še mnogo drugih takih dogodkov, s katerimi smo promovirali standard, njegov pomen med mlade. In s tem smo tudi sama se veliko naučila glede tega, ko smo tudi druge o tem učila. Prihaja jesenska šola 2024. Kakšne so vaše želje v primerjavi z lanskim letom? Za razliko od lanskega leta bo letošnja jesenska šola malo bolj strnjena. Lansko leto je potekala 4 dni, od tega so bile 3 dni bolj teoretične in en dan bolj praktičen. Letos bomo pa to strnili v samo 2 dneva. Ja, v bistvu zdi se mi, da sama šola, standardizacija mogoče ne rabi niti toliko nekih, izboljšav ali česarkoli, ker se mi zdi, da že to, da je toliko jedrnata tudi v terminu, je zelo super, kar pomeni, da bo v bistvu vsebina in bolj zgoščena in nekako bo bolj res zanimivo tudi za same udeležence. Potem pa pač pride tisti glavni finale, to je izbiranje v bistvu novih ambasadorjev, za kar se v bistvu tudi že, česar se midva tudi v bistvu že nekako zveseliva, no. Tako da. Super. Tako, res je. Mogoče bomo imela kakšne notranje, kakšne kolege, kjer bomo nominirala in posledično dala mesto. Podaljšala. Tako, ali pa tudi podaljšala, glede na to, da imamo še neke projekte. Ja, v bistvu oba sva nekako zdaj trenutno upeta v neke projekte, ki sva jih začela delati tekom leta na SIS-u, tako da bomo videla, kako bo to izgledalo. Ja. Si pa želita delovati še naprej v področju standardizacije oziroma kakorkoli? Mislim, ja, definitivno, če ne bova direktno delala na nekem področju standardizacije, se bova s tem sigurno srečevala v bistvu vsak dan. Ja, res je. Pa tudi spoznala smo vse, oziroma če ne vse delavce inštituta, pa jih še bova in z vsemi smo res takšno vez, lahko rečemo, ustvarili, da se tudi veselimo, če bi slučajno do prihodnjih sodelovanj prišla. Na Mladih svet stoji kakšna popotnica za naprej? Da si je treba upati in riskirati stvari, definitivno. To pa, da v primeru mladih, da ni vsaka stvar, katero starejši predlagajo, da se privleče. Res je, ja.